pa zanima, kako je sploh biti voditelj, kako se moraš pripravljati. Jaz mislim, da voditelj zraste z leti, tako kot vsaka stvar v življenju. Ker nisi kar nekega dne že voditelj, vsaj ne dober. Kar pomeni, da se moraš veliko učiti, pa pripraviti, predvsem moraš imeti pa veliko priložnosti, da nastopaš, zato ker z vsako oddajo, vsakim nastopom si boljši, ne? To je pri vsaki stvari tako. Zakaj ste se pa odločili biti voditelj? Mogoče sem si malo želel, ne? Sem si želel, se mi je zdelo, da bi lahko poskusil nekaj takega, potem pa je prišla ena priložnost, ko so iskali ene sodelavce na televiziji, niso še iskali voditelja, ampak samo ene sodelavce. Jaz pa sem študiral slovenščino in so mene izbrali takrat. A morate v svoj besedil na pamet znati? To, kar govorim, ne znam na pamet, ampak govorim pa na pamet. Ne naučim se besedila vnaprej in tudi ga od nikoder ne preberem. Kar pomeni, vem, kaj moram povedati in si sproti izmišljam. Je pa res, da moraš biti zbran, zato ker se ti pa lahko zgodi, da ti zmanjka zelo enostavnih besed. Ne? Kaj pa če zbolite, a vas kdo nadomešča ali oddaja odpade? Če je oddaja v živo, se ne da nič narediti. Moraš priti, tudi če si bolan. Je pa res, da imam srečo, moram potrkati po lesu, da nisem nikoli bil tako zelo bolan, da bi oddaja snemanja zaradi mene odpadla. Ne, ni res. Enkrat sem bil bolan, ampak od tega je zdaj že res dolgo in nisem mogel priti na televizijo in takrat je v nedeljo zvečer oddaja odpadla. Ampak samo enkrat. A lahko probujem pritisniti ta gumb? Na ta gumb načeloma lahko pritisneš, ampak bodi pripravljena, ker je zelo glasno. Ker sicer, če ni dovolj glasno, me dodajo, kot 200 ljudi tukaj kriči in ploska, jaz ne slišim tega, ne? In moram pa slišati, da vem, da vse je prijavo. Tako da zdaj kar dajte, no, dobo. 3, 4, zdaj! No, dekleta, pridite sem. To je moja garderoba. Ni ne vem kako velika, ampak to je vse, kar jaz potrebujem na dan snemanja. In sicer vidite, ena obleka, nič ni zelenega, kot vidite, tako da bolj kot firpcolog ne bom zgledal. Modro pa je, ja, in tale pa rjava. Imam pa 2 srajce, imam pa 3, kravati pa koliko? Samo ena. Po čem je pa odvisen, kam je oblečen? V bistvu je najbolj odvisno kar od moje stilistke. Včasih moram z njo iti malo poskusiti v fundus, malo v trgovine včasih, ampak ne maram po trgovinah hoditi, ne maram oblek probavati, ne maram nič od tega. Jaz najraje pridem sem, pogledam, rečem super, dam gor, če so malo hlače prevelike, dam pas, če ne, ni treba in grem v studio. No, katere čevlje? No, zdaj, Zora ali pa Hana, kaj povete? Če bi si dal tisto obleko, so bolj teče. Bolj te, se pravi, modri čevlji, da bom cel moder, ne, ko je en mornar. Dobro? To boste videli, jaz. Ampak najprej ena, pa druga. Katera bo prva? No, katera je bolj pogumna? Ti si bolj pogumna. Dobro, Zora, pridite. Ti se zdaj postavi tja za pult in si predstavljaj, da se je oddaja začela. Dobro? In zdaj so vse kamere uprte vate in zdaj ljudje pojejo tisto naš song Moja Slovenija, pozdravljena. In ko bojo oni nehali peti, kamera se ustavi na tebi, ja, pride blizu in zdaj moraš ti nekaj povedati. Moraš biti vesela. Dobre volje morajo videti, da ti uživaš, da ti najbolj uživaš v tem, kar počneš. Pozdravljeni v kvizu Moja Slovenija. Jaz sem vaša nova voditeljica Zora in verjetno ste prepoznali tudi naš hišni bend. Bravo! Pride pa Hana, zdaj pa. Ti si pa firpcologinja že dolgo, ne? Ja, pač eno sezono. Eno sezono, to je že dolgo, ja. No, rečeš, jaz sem sicer firpcologinja in sem zelene barve. Zato ne navijam niti za rdeče, niti za modre, ampak za boljše. In tukaj je naš hišni bend.